Lepo pozdravljeni, moje ime je Pija Kapitanovič in sem avtorica podcasta Na robu. Tu se ukvarjamo s temami, ki so na meji individualnega in kolektivnega. Tokrat z menoj v studiu dr. Nadja Furlan, religiologinja, predstavnica, pionirka ekološkega feminizma. Prihajate iz Znanstveno-raziskovalnega inštituta v Kopru. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav, najlepša hvala za ta prijeten pogovor. Povejte mi na začetku, po mojem mnenju, se nahajamo v neki dobi, ki je zelo fluidna, se pravi, nič ni določenega, ni določen ne feminizem, ne ženskost, ne moškost, lahko si izbiramo spol, lahko si izbiramo spolna prepričanja identitete. Kje je tukaj vloga feminizma oziroma a je feminizem sploh še relevanten, če ženskosti in moškosti kot take ni? Feminizem je aktualen tako zdaj, kot v njegovih začetkih, kot v bodočni liniji časa, ki prihaja. Po mojem mnenju smo ravno v obdobju, ko vedno znova, vsak dan lahko vidimo, da nobena pravica, ki je enkrat pridobljena, ni pridobljena za vekomaj. Smo v obdobju, kot ste dobro ilustrirala, ko po eni strani se zdi, da je feminizem ali pa vprašanje enakosti spolov širše, pa da je to že nekaj, kar je tukaj in zdaj doseženega. In to je nekaj najbolj zavajajočega. Ta pot enakosti, enakovredne pripoznanosti je, po mojem mnenju, nikdar dosežena pot. To je pot, ki jo bomo morali kot civilizacija današnja in kot prihodnja vedno znova osmišljati in na novo postavljati. Zato se mi zdi feminizem danes morda še bolj pomemben ali pa enako pomemben kot včasih, ko smo se ženske skupaj z moškimi borile za to, da so najprej moški dobili vsi volilno pravico, ne glede na sloj, izobrazbo in tako naprej, in potem še me. Torej, po mojem smo zdaj v fazi, ko vsaj v veliki večini pravno-formalnih aktov držav na svetu že imamo neke temelje enakopravnosti. Ampak enakopravnost v zakonu je morda ena posoda, v kateri se morda lahko skuha ali pa pride do neke sestavine, ki potem družbo nekje uokviri v nekem ritmu enakovredne pripoznanosti glede na spol, če govoriva zdaj recimo o moškosti in ženskosti, da so moški in ženske, da so moški in ženske kvalitete, vrline, kakršnekoli že so to družbeno oblikovane, kakorkoli enakovredno pripoznane. Zdaj, če rečem zelo banalno, vsakodnevno, to pomeni, da ženska, pa kakršnakoli, karkoli že to pomeni, glede na družbene kontekste, ženska je lahko ženska takšna, kakršna si želi biti, in da so to, kar v neki kulturi določa žensko ali pa velja za neke ženske prvine, atribute, da so enakovredno pripoznani tistim atributom, ki pritičejo moškosti. Recimo v zahodni kulturi je to zelo stereotipno označeno. Moški so, tekmovalni, so racionalni in tako naprej. Ženske intuitivne, čustvene. Tako. Po drugi strani izpeljanka tega nujno gospodinje. To so v bistvu po eni strani nevarni stereotipi, ki sami po sebi niso nevarni. Nevarni so, kadar jih postavimo ob bok. Moško je normativno, je več vredno, se pravi, če je moški provider, je to več vredno, Če je ženska gospodinja, je to manj vredno. In obratno, niso vse kulture. Niso vse kulture enake, ampak morda je tudi to, je stereotipno, seveda tako razmišljati, ampak nevarno je tudi morda to, da smo negativni do tega, če ženska ostaje doma, če je bolj intuitivna, skrbi za dom, to rada počne, in da to hitro vidimo, kot se reka, kot manj vredno in strani moških in tudi strani drugih žensk. Tudi ta se mi zdi, da morda v sodobnem času smo se jeli v zanko tudi tega. Glejte, vsak fenomen, recimo tudi feminizmi, niso en monolit. So zelo raznoliki in so podvrženi spremembam. To pomeni, tudi feminizmi so polni kritike sami sebe. V tem smislu je tudi samo vprašanje
enakovredne pripoznanosti, recimo spolov, vedno pot, katere merilo mora vedno biti, ali človeka lahko gleda v človečnosti, ali ga gleda zgolj kot je osnovna kategorija vrednotenja človeka njena ali njegova človečnost, humanost, ali pa je to neka spolna kategorija. In če je spolna kategorija ovrednotena in posledično spolne vloge in delitev dela, kot ste rekli, ne, da tako kot v zahodni kulturi se je nekje usidralo stereotipno gledanje, da je, se pravi, mit ženske gospodinje in moškega providerja, in da je tista ženska sodobna ženska, ki se odloči samostojno, da si želi biti nekaj časa doma in biti gospodinja ali mati, da je potem strani feministk stereotipno negativno gledana. To je v bistvu zopet predsodek in za moje pojme tudi napačno razumevanje tistega, kar naj nam bi emancipacija kot nek pozitiven rezultat sama po sebi prinesla. Ker emancipacija za moje pojme pomeni svobodna odločitev v polju enakih možnosti. In enakovredno priznanje tega. To pomeni, če se moj partner odloči, da, če se mi dva skupaj dogovoriva, da bova obrnila vloge, recimo, da bom recimo jaz provider, pa bo moj partner recimo gospodinja in skrbel prvotno za dom. Ja. Če je nama tako okej, je dobro, ker tukaj temelji na svobodni odločitvi. Če se bom jaz odločila, da bom delala 3 službe, zato ker me to opolnomoči in osmišlja, je to moja odločitev, ampak dobro je, da te možnosti imam. Problem je, da v preteklosti in še v sedanjosti, da se razumeva, teh možnosti svobodnih odločitev obeh spolov, če ostaneva zaenkrat v tej binarni delitvi kategorije spola, ni več ali manj, oziroma se potem stereotipno, predsodkovno gleda nekoga, ki štrli ven iz teh ustaljenih okvirov. In tudi moški na nek način, tako da ja, tudi se mi zdi, da morda danes tako velika večina žensk nas, pa morda bom govorila kar zase, se pravi, dvotirno vozimo, delamo kariero, imamo družino, skrbimo doma za gospodinjstvo, stvar dogovora seveda, ampak pač ne gre, če si ženska in če si ženska, bom rekla, imaš to večjo posvečenost domu in otroku in še vedno upraviš pač precej več dela, tako da po eni strani smo si kar naložili kar nekaj dela s tem, ko smo šli še v službo, ko smo še to videli, da tukaj je pa wow, kakšno polje karierno, ki ti tudi seveda pač ti da nekaj zelo pozitivnega, ampak ja, je kar naporno za žensko danes. Svet, v katerem živimo, tudi feminizem je meni zelo, zelo zanimiv tudi zato, ker vse pojavnosti in vse sledove neenakosti vedno gleda v tako imenovanem medpresečnem pristopu. To pomeni, da vedno upošteva ne samo kategorijo spola, ampak tudi starost, ekonomsko zmogljivost, vpliv religije, družbe, nacionalnosti. Vse te stvari skupaj tvorijo tisto, kar ustvarja polje neenakosti, ali pa enakosti, ali pa pogoje enakih možnosti, recimo. In največji zaviralni moment se mi zdi miselnost, da je nekaj, kar je recimo moško generično normativno, več vredno od tistega, kar naj bi bilo žensko in nekaj Ja, gospodinjstvo bi pač, če kar rečeva gospodinjstvo bi moralo biti enako pomembno vrednoteno, kot je pač delo višji zaslužek. Če ne še bolj. Če ne še bolj, ja. Ker skrbimo za demografijo s tem tudi. In to ne glede na to, kdo ga upravlja. Pa je to moški ali je to ženska. Čim pa to gledamo, da je ženska zaradi svoje narave, to je pa nevarno. Ker da je samo zato, ker je ženska. To ipso facto takoj pomeni, gospodinja, se pravi dom, kuhinja, otroci, to je plato, to pa je napačno. To je pa tisto, kar vodi v neenakomerno porazdelitev moči. In to je recimo en velik doprinos različnih feminizmov, ki se borijo, da bi na nek način ta, kot rečejo, moč nad, ki je gonilna sila patriarhalnih sistemov, se umaknila moči sodelovanja.
sodelovanja. Zdaj, kar se pa tiče teh fluidnosti, smo pa za moje pojme v obdobju, ko še krog še ni sklenjen. Vsaka zadeva terja vsak napredek terja svoj razvoj. In feminizem in enakost spolov ni tek na kratke proge. In tudi ne sme biti samo marš skozi institucije, da bi mi samo poklukali povsod, tele pravne uzance so, torej možnosti so, zdaj pa tukaj se zadeva konča. Ja, ker se boj dogaja v bistvu veliko bolj kot na javnih površinah doma za 4 stenami. Pa v nas samih, v naših vrednostnih sistemih. In tukaj imajo pa religije zelo močen odtis. Religije, dobro. Nadaljujemo potem z religijami. Kako vplivajo na feministke, na feminizem? Pa predvsem v bistvu na oblikovanje odnosov med spoloma oziroma teh temeljnih ureditev. Ampak to vredno izhaja iz preteklosti, od tam še nosimo to jedro. Ne glede na to, da živimo v sekularnem svetu. Kljub sekularizaciji imajo religije morda veliko večji vpliv tudi na oblikovanje antagonizma med spoloma oziroma oblikovanjem spolnih vlog, kot smo si morda pripravljeni priznati. Povedano drugače, če smo religiozni ali ne, v kulturnem okolju, ki nas obdaja, se te vrednote nalagajo v našem najbolj skritem nezavednem, bi lahko rekla. Največkrat se jih niti ne zavedamo. Od kje, recimo, obstaja v meni nek stereotip. Ne vem, lahko vprašate mladega človeka, pa bo rekel, ne, ženske so za štedilnik, za doma. Odkot? In potem, ko začnemo... ali pa to, da jih privlačijo ženske, ki so bolj mile, tihe, govorijo z nežnejšim glasom in tako, to vse je, ja. In zdaj, religije so zelo močen družbeni podsistem. In religije so vedno bile in še vedno so zelo močne, so oblikovalke smisla in vrednot. In te vrednote so ponavadi globoko skrite v nas. To je nekaj, kar dobimo ne samo v zibki preko naše primarne družine, ampak tudi okolja, v katerega se rodimo. Vi ste tudi uredila to monografijo Spiritualno žensk na Balkanu. Kaj so avtorice ugotovile? Kakšna je ženskost na našem področju? Zdaj, ta monografija je bila sicer že precej let nazaj, mislim, da že desetletje, če ne več, stara, ampak je zelo aktualna, predvsem zato, ker se dotika vprašanj stereotipov, vezanih na konkreten prostor, recimo, če mu rečemo to geografski prostor Balkana, v resnici gre pa to predvsem za bivše republike, bivše Jugoslavije, in malo širše, kjer in ta monografija tematizira prikritost njene zgodbe, zamolčane v njegovi zgodbi. To je igra besed, se pravi, imamo history, je njegova zgodba, če prevedemo angleško, in iščejo duhovne prvine ženskega delovanja, prikritih ženskih likov, njihovih zgodb v posameznih religijskih sistemih, recimo na tem geografskem območju. Ki je religijsko zelo pestro. Ki je zelo pestro. In zato je to zelo heterogena monografija v resnici, ki zaobjema predvsem različne vidike in poglede delovanja žensk znotraj posameznih religijskih sistemov, bodisi muslimanov, bošnjakov recimo, oziroma islamskega veroizpovedi prebivalstva, potem seveda rimokatoliškega, protestantskega, pravoslavnega, judovskega seveda in tudi poganskih, recimo religij, novopoganskih religij, ki so zelo ampak vse temeljijo na nekih osnovnih spoznanjih, vse verstva so se tudi razvila iz enega jedra, iz nekega, ne vem, morda bi ti lahko rekli, starodavnega vedenja. Ali tam izhaja torej ta opredelitev, ki jo vera daje spoloma? Zdaj, jaz tule bi bila previdna, ker velikokrat, ko govorimo o religije in verovanja, so si med seboj zelo, zelo raznolika. Eno jedro lahko rečemo morda, da nam je metanarativ lažji. Ampak je v času, ki ga živimo, zelo pomembno, da se zavedamo, da čeprav imajo mnoge podobnosti religije med seboj, so si v resnici še veliko bolj po svojih doktrinarnih, teoloških
vsebinah različne. In to je tisto, kar dela in ustvarja velikokrat sodobne konflikte. Ampak, če greva recimo k temu recimo bolj simbolnemu narativu, Torej, želiva razgledati, od kje ta razdelitev vlog. Pa dejansko lahko rečemo, da nobeni religiji ne moramo pripisati, da je ona edina sama po sebi glavna krivka za polariziranje ali pa za to shemo moški provider, ženska gospodinja, tisto moško več vredno, žensko manj vredno. Ampak moramo vedno upoštevati kulturni kontekst, v katerem so dotične religije nastajale. In če pogledava samo recimo morda našemu slovenskemu prostoru malček bližji ta judovsko-krščanski kontekst, ali pa te 3 abrahamske religije, monoteistične, za vse je značilno enako, da so njihova okolja, v katerem so nastajale, vse 3 religije, se pravi judovstvo, krščanstvo in islam, bile zelo patriarhalno zaznamovane. In tukaj moramo vsakemu od teh 3 religij, čeprav se to morda na prvo žogo sliši paradoksalno, v jedru, v temelju, v recimo njihovem izročilu, se pravi v Tori, ki je sveta knjiga Judov, v Svetem pismu in v Koranu, vse te 3 svete knjige nekje vsebujejo neko implikacijo potem, da bi presegle, da je treba etično preseči te patriarhalne ujetosti in pa neetične prakse svetov, v katerem so nastajale. Če pogledava recimo bolj konkretno, morda če pogledava prav pri islamu, zato ker je verjetno ena bolj stereotipiziranih religij sodobnega časa, dejansko svet, arabski svet, v katerem se pravi Koran oziroma je Mohamed dobil to Gabrielovo sporočilo in se je potem razvila, v kateri korenini islam, je bil izrazito patriarhalen. Tukaj so sicer med različnimi zgodovinarji različna mnenja, ampak zaenkrat velja prepričanje, da je bil ta svet zelo krut do žensk, da pravzaprav ženske niso imele nobene, to je bil plemenski svet, karavane so bile tam, je bila ženska pravzaprav ne samo plačilno sredstvo, ampak dejansko brez veljave, inherentne veljave kot oseba. Lahko se je poročil, kdor je hotel, s komor je hotel, lahko se je poročil z materjo, hčerko, istočasno, ni bilo nobenih ureditev, nobenih norm, v tem smislu. Hkrati so pa ženske paradoksalno imele močne pravice, kar se seksualnosti tiče, recimo. In v ta svet, v smislu, da se jim je pripoznavalo sploh recimo v Palestini, zdaj se šla mečkan ven, da so bile nosilke spolne energije in kot take so imele neko moč, se jim je priznavala, sicer v povezavi s predsodkom divje narave, ta predsodek je potem predvsem se v krščanstvu zelo močno ukoreninil, niti ne toliko v islamu, ampak hkrati so vendarle imele kljub temu, kar sem prej rekla, pa neke druge veljave. One so imele ponekod že v davnini, davnini, v času pred 7. stoletjem, v arabskem svetu, so že takrat lahko recimo paradoksalno trgovale, zato ker je bilo trgovanje povezano z seksualno močjo, pa ne kot prostitutke, ne da bi sama sebe. Tako da en kup enih zato poudarjam. Lahko so bile trgovke. Ja, in to je zanimivo še danes za islamski svet, sicer odvisno od kulturnega poudarka, odvisno od katere države, v katerem kulturnem okviru, ampak še vedno muslimankam načeloma več ali manj ta poklic ali pa trgovanje je že od nekdaj nekje kljub temu, da sega onkraj tega osnovnega domačega jedra, je bil pripoznan. Ampak nisem se želela o tem zaustaviti. Želela sem samo reči, da velja nekje prepričanje, da je prav Mohamed
želel presekati nekje z temi ustaljenimi praksami, da recimo ženska ni imela prava na glasovanju, če lahko tako rečem, s kom bi se poročila, da pravzaprav niti ni bilo pomembno, ali je ona svobodno privolila v zakon ali ne, da je lahko pod prisilo, a ne, prej se je oporočilo, potem ni imela pravice dedovanja, ni imela pravice, da bi se ločila in tako naprej. Vse to je nekako Mohamed in Koran, a ne, to prinesel potem recimo muslimankam. Zdaj, koliko še vedno v bistvu dan danes ima je dedovno pravo na muslimanskem svetu eno boljših v korist ženske. Ja, ampak je tukaj treba tudi biti zelo pozoren, ker je res odvisno od okolja, kjer je. Recimo tudi, če konkretno pogledava, načeloma to velja, da dedovano, a ne, načeloma ni nujno, da ženska podeduje vse, a ne, ampak mora pa podedovati najmanj polovico deleža. Ne, tudi sestra, če ni poročena po svojem bratu, kar je zelo etično. Tako, ne, tako da, in tudi to, da recimo prinese Koran neko zaščito ženski, da pravzaprav se ona mora svobodno izreči za poroko, ne, v tem smislu, in hkrati ji da možnost za ločitev, kar prej pravzaprav tega ni bilo. Ne? In v tem smislu je v bistvu napredek. Je napredek. In tudi, če gledam recimo zdaj krščanstvo, a ne? Čeprav po mojem mnenju je krščanstvo eno izmed bolj rigoroznih, kar se tiče teoloških interpretacij moške superiornosti nad žensko inferiornostjo, v primerjavi z judovstvom in recimo islamom. Zakaj? Zato, ker tukaj smo pri zgodbi o Adamu in Evi. Vse tri religije jo poznajo, s tem, da bistvo je drugače interpretirano, oziroma, če sem malo bolj konkretna, krščanstvo nekje temelji na, in tudi vloga ženske in položaj ženske je zelo močno v krščanstvu stigmatiziran, ravno s to zgodbo, ne, ki jo najdemo v prvi Mozesovi knjigi, ki pravi, da naj bi bila Eva tista, ki naj bi se uprla Bogu, bila neposlušna in sadež, se pravi jabolko, ne, prepovedanega sadu, zaužila, zapeljala s tem Adama, ne, in bila kot takšna potem kriva za izgon iz raja, in teološko gledano, to je prvina, ki je lastna samo krščanstvu, judovstvo in islam tega nimata, to je pa moment krivde. Da je Eva tista glavna krivka, ki je kriva za izgon iz raja človeka in je posledično teološko tukaj potem sledi doktrina o padcu človeka v greh. Te doktrine judovstvo nima. Kaj to pomeni? Da pravzaprav Eva je bila v judovski tej zgodbi, metanarativu, močna ženska in nima te teološke implikacije, negativne konotacije, po kateri bi bila ženska ontološko gledano nekaj slabega, inferiornega, nečistega, divjega, kar se je potem naložilo prav zaradi te doktrine v krščanstvu. Tudi islam tega nima. Islam nima zgodbe, ne nadaljuje, ima zgodbo o ustanovitvi človeškega para, ne, Adama in Eve, ampak oba ne bi bila enakovredno ustvarjena in tako naprej. Seveda z drugimi vlogami, to tudi v judovstvu, v vseh treh religijah je ta komplementarnost vlog. Ni pa te krivde, ja. Ni pa te krivde. In zato sem rekla morda te težke besede, da se mi zdi, krščanstvo tukaj, da levji delež bremena nosi, kar se teh teoloških kasnejših implikacij tiče, glede ženske, da je treba zdaj vse Evine ženske gledati, vse ženske kot potomke Eve gledati kot tiste grešne, nečiste. Potem sicer rečejo, pa se je Marija kot protivtež, ampak to je pa svoja zgodba. Ja, povejte mi, kaj je to jabolko? Jabolko kot sadež, jabolko kot simbol. Jabolko, jasno je, da jabolko
nosi zelo močen simbol. A ne. V resnici Rdeče, strast. Ali tako so si vsi edini, da tukaj ni šlo za v resnici jabolko. A ne. seveda, ja. Ampak Zakaj je gre za šlo? simbolen, zdaj z vidika feministične teologije in feministične eksegeze, se pravi tolmačenja Svetega pisma, gledano je jabolko spoznanja vedno tisto, ki ga lahko enačimo z začetkom opolnomočenja. Opolnomočenja v smislu samo prebuditve, samo spoznanja, samo ovrednotenja in hkrati potem tudi jabolko, ki nujno prinese v bistvu posledično neko spremembo, nek preporod. In v tem smislu je pač tudi to jabolko, recimo v raju, simbolno nosi pomen. Po eni strani so interpretacije, ki lahko tudi gremo v bistvu v smislu Povejte mi vaša, katera se vam zdi najbolj verjetna? Najbolj verjetna je definitivno, po mojem mnenju, ta, da je jabolko simbol tistega upora, ampak ne upora v negativnem smislu besede, ampak v smislu notranje pač pripoznanosti notranje veljave in hkrati pravzaprav sledenje nekemu kozmičnemu redu, kar je v luči te zgodbe v osnovi paradoksalno. Ker Adam in Eva v tem smislu sta po eni strani oba, to tudi kasnejše interpretacije v krščanstvu sicer pravijo, tudi po krščanski doktrini bogopodobna. In ta bogopodobnost se vidi lahko tudi v jabolku. Jabolko je lahko vprašanje kot simbol spora, lahko je pa tudi simbol nekega preporoda. Jaz ga osebno raje vidim kot simbol preporoda. Dali so mu pa oznako, kot ste prej rekla, negativna konotacija, kot padec. Kot neposlušnost, nepokornost, kot nek odklon nekemu naravnemu redu, ki je tako veljal. Ki naj bi bil zapovedan. Ampak v tem smislu je jabolko drugače simbolno v vseh religijah lahko zaznamo v tem smislu. Predvsem je pa, kot vemo, tudi v evropski umetnosti bil veliko bolj prikladen za to, da so jabolko ponazorili, kot pa da bi tam ena banana visela ali kaj takega. Povejte mi še, kaj za zahodni feminizem pomeni lik Marije Magdalene? Zdaj, tukaj sva zelo blizu, že tej zgodbi, ki sva jo, temu metanarativu, ki sva ga že prej se lotila. In sicer Marija Magdalena je morda en najbolj po eni strani misterioznih, potem pa po drugi strani pa enigmatičnih likov žensk v Svetem pismu in v zgodovini krščanstva. Zakaj? Zato, ker se je na njo naložilo obilo patriarhalne misinterpretacije. Recimo, Marija Magdalena je lik, ki danes kljub temu, moramo se spomniti, da je, mislim, da je leta 2016 papež Frančišek Marijo Magdaleno označil kot apostolko apostolov. Ampak to je 2000 let po skoraj, po času, obdobju, ko se je Marijo Magdaleno stigmatiziralo kot prešušnico, kot nečisto, kot tista, ki ima slabšalen pomen. Tudi če pogledamo Magdalenke, so tiste, ki so negativne, to ima negativen, slabšalen pomen, po eni strani. Po drugi strani je pa vsaj iz vidika feministične teologije, interpretacij, Marija Magdalena močen lik. O čem govorimo? Marija Magdalena, da se spomnimo, je bila tista, da vidimo, v čem je paradoks, tista, ki naj bi bila po svetopisemski zgodbi prva ob Kristusu, ob Jezusu. Tista, ki naj bi mu bila ena izmed najbolj zvestih, najbolj pogumnih, največja zaupnica, tista, ki je paradoksalno kot ženska prejela veselo znanilo. Kaj je veselo znanilo? To je bistvo krščanstva, da Jezus ni umrl, ampak da naj bi preživel na križu, v kar verjamejo kristjani. Torej, če pogledava ta paradoks, po eni strani tako močen lik, ki je pač
nažalost ženski, nažalost v smislu Nažalost, ja. patriarhalnih interpretacij, a ne, trn v peti temu. Imamo žensko, vsekakor močen lik, ki je Jezusu stala ob strani, tudi takrat, ko so vsi apostoli moškega spola v strahu se razkadili, ko je bil križan, a ne, in potem kasneje se naj bi, po zgodbi, to vsi evangeliji pravijo, vsi 4 priznani evangeliji, ne, pripoznani, ki jih najdemo v Svetem pismu Nove zaveze, predvsem Markov, a ne, jasno pove, da je bila ona tista, ki se je naj bi Jezus prvi potem, ko naj bi vstal od mrtvih, prikazal. In po eni strani je pa prav njeno ime zamolčano, stigmatizirano. Dajmo si predstavljati, če bi bil to moški. Ne, to bi bil heroj, ki bi bil po mojem že skoraj na enakem piedestalu kot Jezus, a ne? Potem, kolikrat bi bil omenjen, kje in tako naprej in tako naprej. A ne? Ampak tu se je zgodilo potem ta premik. Marija Magdalena je bila v razvoju prve krščanskih cerkva, se pravi tam nekje do 3. stoletja, če gledava našega štetja, zelo pomembna. In zato jo potem kasneje niso mogli čisto izbrisati, recimo, ne, iz zgodbe. Se je pa zgodba njena zelo otežila s tem, ker se jo namesto kot lik močne ženske, zveste ženske, lik ženske predvsem, ki je bila ženstvena tudi v svojem načinu delovanja, ne, umaknil in se je žal uprijel lik Marije Magdalene kot prešuštnice, kot tiste, ki pravzaprav je njena zgodba najmanj da zamolčana ali pa pravzaprav napačno interpretirana. Ne? V bistvu se je dobro zamenjalo za slabim, a ne, če recimo temu tako rečem. Sicer ravno v prid tem različnim krščanskim feminističnim eksegezam, razlagam prav lika Marije Magdalene, z pomočjo obstoječih evangelijev, tako teh, ki so pripoznani in sprejeti v Sveto pismo Nove zaveze, kot apokrifnih, predvsem Filipov evangelij, to je evangelij, ki so ga našli v Qumranu kasneje, no, kakorkoli, eden od gnostičnih spisov, ki ni bil pripoznan kanoniziran v Sveto pismo, pa da zelo tako drugačno luč, a ne, jasno luč. To govori ravno o tem prvi komponenti Marije Magdalene, o tem, da tudi spregovori o tem, da bi Marija Magdalena, da bi jo lahko zrli tudi kot morebitno Jezusovo partnerko. A ne? O različnih vidikih Marije Magdalene govori. A ne? Zdaj, tega Rimokatoliška cerkev in pa Sveto pismo, a ne, to ni kanonizirano, ni privzeta, ta zgodba je izvzeta iz Svetega pisma. Se pa je obdržala, živi med nami, tudi v popkulturi je ta dela uslugo. Nenavadno Da Vinčijeva šifra, a ne, spet na plan med drugim, a ne, to zgodbo in ta sveti gral Marijo in tako naprej, a ne, prinesla. Ampak vsekakor, kar je pomembno, res pomembno je to, da s pomočjo feministične eksegeze, a ne, vse te zamolčane zgodbe, tudi Marije Magdalene in po tem vzoru tudi še številne druge, spreminjajo tudi posledično počasi sicer, samo, recimo, ne bom rekla Rimokatoliško cerkev, ampak poglede. Pa to v nas morda samih, kako obravnavamo. Predvsem tudi to posledično. A ne? Ker to, če sklenem krog, a ne, ker sem ga prej začela, kako kje religije so vplivajo na naš, recimo v sekularnem svetu, to so vse zapuščine naše kulture, ki jih vidimo povsod. Vi ste lepo omenila tudi sodobno kulturo. A ne? Eva, Marija, to sta tudi Marija Magdalena, to so figure, ki so v popkulturi gotovo ena izmed močnejše zastopanih. Ne? In različne interpretacije le-teh, predvsem pa tudi ta klic človeka k neki enakovredni pripoznanosti, ki vendarle je. A ne? Do tukaj jaz vendarle mislim, da kot neka družba, civilizacija prihajamo, da po eni strani vendarle se nekje zavedamo, da kljub enakovrednim, da te enakovrednosti nimamo. A ne? Smo pa tako kritični, da poskušamo vsaj se detektirati, odkot te usedline
v nas. A ne? Ker kot ste že prej omenili, ali ne gre se za to, da to uzakonimo, napišemo črko na papir. Pri kvotah vidimo tako v politiki kot v nadzornih upravnih odborih. Kljub kvotam, kljub temu še vedno večji delež moških na položajih, kar izhaja iz tega, da ima ženska tudi željo po materinstvu, po domu in je to dvoje težko uravnavati. Torej, kako vi vidite to bojno polje, zakaj bi se morale feministke danes zavzemati? Mislim, meni osebno, če najprej recimo to vprašanje kvota. Ja. Kvote so nujne v nekem določenem časovnem okviru. To ni nujno, ne gre kvot misliti kot nekaj, kar je treba večno imeti. A ne? To je tako, kot recimo bi lahko rekli, a moramo vedno imeti kazni za prekrške. Recimo, zdaj, če sem morda malo neprimeren primer vzela, ampak na nek način so kvote lahko po eni strani pomagalo za to, da v sistemih, kjer sploh ni možnosti za da bi uveljavljali sistemske enakosti, a ne, sploh pridemo do tega, da odpiramo vrata, recimo, ženskam. A ne? Pa si bi rekel, da je ta diskriminacija zelo na nezavedni ravni. Spomnim se kar nekaj gospodarstvenikov, ki sem z njimi govorila, da ko izbirajo svoje naslednike, ne pomislijo na krog žensk, ker ves čas okoli njih tičijo moški in potem se pač spomnijo na njih. In če pa morajo zavestno pomisliti, dobro, moramo se kandidirati, pa potem hitreje se spomnijo na kakšno zelo izjemno in sposobno posameznico. To je točno to, ste zelo lepo rekla, da dejansko to je eno nujno pomagalo v tistih okvirih, kjer sistemsko drugače ni možnosti. In po drugi strani pa tudi v sodobnem svetu, kjer je večina prepričana, da je enakost dosežena, so kvote tudi zelo priporočljive, zato ker v tem okviru, kjer jemljemo svet kot samoumevno, da je že dosežena enakost, hitro zdrsnemo nazaj. Ne samo v patriarhalnost v smislu sistemskih neenakosti, ampak tudi v neke retradicionalizacije. Ne? Recimo, kdo bi si mislil, če gledava, zdaj so šle mečka na onkraj teh kvot, ampak gre za podoben moment. In sicer, kdo bi si mislil, da bodo reproduktivne pravice zopet, žensk, zopet pod vprašajem, oziroma da so jih nekatere politike že pravzaprav so šle že korak nazaj. In tako naprej. Sami ljudje, če pogledamo Hrvaško, je njihov govor vesti pri zdravnikih, tukaj ne gre v bistvu toliko za politiko, kot za neka čisto osebna prepričanja. Ja, tako. In ravno ta osebna prepričanja so tisto, kar sva govorila, da je tako globoko v nas in je mnogokrat nereflektirano. To govorimo o malih in velikih lažeh, o predsodkih, o nekritičnih, nepreverjenih sodbah. Recimo, še ne dolgo nazaj, zdaj vi ste verjetno mlajši, ampak jaz sem definitivno že bila rojena v času, ko je še veljalo prepričanje, da se ženski in moški intelekt vseh, meri po velikosti možganske mase. Desetletje kasneje, mislim, da v 70-ih, 74 je bil tak preboj, ko je bila ta miselnost, ki je globoko v marsikomu ugravirana, znanstveno ovržena, da intelektualne sposobnosti se ne merijo po velikosti možganske mase. Pravzaprav, če dava roke takole skupaj, tole približno velikost naših možganov. Moški, ženski možgani so vsi različni, ampak čeprav so načeloma moški možgani večji, če imamo večjega fizičnega moškega, imajo pa več praznega prostora. Zdaj se vam nasmejali, ampak je res, če bi tukaj zraven naju sedel en nevrokirurg ali pa nekdo, ki iz tega področja, biolog tudi bi potrdil. To ne pomeni, zdaj takoj negativno že lahko hierarhiziramo. Drugačni smo si. Zdaj to ne pomeni, da pa biologija diktira vrednotenje naše sposobnosti, vrednotenje in hkrati tudi to so zelo kompleksne stvari. V resnici tudi v naravi ni vse tako črno-belo, kot si mi želimo videti pa gledati. In zato je to vprašanje spola tako kompleksno
In je zelo nevarno, če ga monolitno pa enoznačno, a ne, najno odgovarjamo. Zato smo lahko hvaležni, da imamo recimo različna področja znanosti, ki se ukvarjajo s tem fenomenom spola, ga iz različnih kategorij tolmačijo, razlagajo in s tem se lahko tudi borimo proti tem predsodkom, ki so globoko v nas. A ne? Zato pravim, da je ta enakost spolov lahko nikoli dosežen projekt. Seveda, zato ker si mi nismo enaki, moški in ženski smo v telesni zgradbi, tudi v možganih različni in čas se vedno spreminja. In danes, ko se je čas preselil in ko živimo v nekem digitalnem, tehnološkem okolju, vidimo, kako se te aplikacije marsikdaj ne odgovarjajo ženskemu telesu. Mene je zelo presenetilo pred časom dejstvo, ko sem zvedela, da so vsi avtomobili testirani na moški lutki, na moški fizionomiji, da so zdravila v 90% testirana na moškem telesu. Jaz vem iz znanosti in tudi čisto intuitivno, da imam drugačne hormone, imam drugačno strukturo, drugačen pritisk od večine moških in to pač ni prav, je nevarno mojemu zdravju. To področje, kako bomo tukaj dosegli? Ravno zato je zelo pomembno, da se, in to tudi Evropska komisija, recimo, če ostane v Evropi, nalaga vsem raziskavam in poskuša implementirati v same raziskovalne projekte, ki najave le-teh, da je nujno pri vseh raziskavah, da se implementira kategorija spola zraven. Ker to je popolnoma nova stvar. To je zelo nova stvar in tudi tukaj sva pri vprašanju kvot lahko zopet. Zakaj je pomembno, da je v nekem raziskovalnem timu zraven tudi ženska? Zato, ker tako kot ste vi zelo lepo rekla, bo sama ugotovila prva, glejte, tole je vrhunski dosežek, ampak je delan izključno za moške. Bo lahko že takoj te vidike v same raziskave, bodo lahko implementirani. In teh nevarnosti je v svetu digitalizacije visoko opevane in teh pasti, spolnih neenakosti spričo in prav zaradi tehnološkega razvoja, lahko postajajo te neenakosti večje, vedno večje. Ravno glavni razlog pa tiči v tem, da nereflektirano prenašamo svoje ujetosti, predsodke, vezane na neenakomerno distribucijo moči po spolu, na hierarhiziranje, v tehnologijo. In v tem smislu so tudi, recimo, če lahko razmišljam naprej, že sodobne pasti vseh doprinosov umetne inteligence, digitalizacije, ki na nek način ravno zaradi tega, kar so prej rekle, povečujejo tudi te diskriminatorne prakse. In zopet smo ženske, če rečem naprej še, če ta medpresečni pristop uporabim, ženske, manj izobražene, nižjega ekonomskega sloja, v revnejših predelih, in tako naprej, bom rekla, globalni jug, simbolno rečeno, je tukaj zopet najbolj neenakopravno stigmatiziran. V smislu tega, da ne samo, da jim te tehnologije ne bi bile dosegljive, ampak tudi njihov glas ne bo upoštevan. Govorimo o tem, da so tudi kulturne razlike tukaj, ki jih gotovo v tej fazi, ki smo zdaj, ne implementiramo v algoritme umetne inteligence in tako naprej, recimo. To pa je tema ekološkega feminizma, katerega pionirka sta morda par besed čist. Odkje ta potreba oziroma spoznanja, kdaj vas je to navdušilo, kako ste začeli gledati te probleme, videti jih, opazovati? Zdaj, ekofeminizem je zelo zanimiv fenomen, tudi relativno mlad, leta 1974 nekje je doživel preboj v Franciji, ko je Francis de Bon skupaj v enem krogu kolegic spisala knjigo Feminizem ou la mort, feminizem ali smrt, zelo močen naslov. In ta knjiga, nekje to delo je v resnici ima zelo politično noto zraven, zato ker stremi ali pa temelji na predpostavki, da smo ženske močnejša sila za
spremembo sveta. Se pravi, če želimo ohraniti svet pred naravno katastrofo, so ženske tista sila, ki lahko pripelje do recimo željene spremembe, da bi se izognili tej katastrofi. Zakaj? Kako argumentira Zato, to? ker argumentira, da naj bi bile ženske v bistvu praktično naravnane k temu, da delujemo, ne da razpravljamo, da filozofiramo, pardon, sem uporabila besedo, moški bolj ampak aktivni. akcija v smislu ohranitve skrbstvenega skrbi za drugega, za naravo, za ohranitev vrste, če hočete, za recimo konkretno tudi Za ohranjanje za ohranjanje, harmonije. tako. In hkrati za recimo sodelovanje in tako naprej. Zanimivo je, recimo, jaz sem v času svojega študija precej raziskovala v Afriki, prvobitnih kulturah in religijah, in tam v Zambiji, konkretno pri plemenu Bemba, velja zelo meni zanimiv rek. Izobrazi moškega, izobrazi si enega človeka, izobrazi žensko, izobrazi si vas. In tu vidim to podobno Francis de Bon. Ženske smo hitrejše prenašalke sprememb oziroma udejanjanja nekih sprememb, potem, ko jih do dobra vzamemo za nujno potrebne. In v tem smislu je ekofeminizem postal ena zelo močna, filozofsko, tudi politična, ker je zelo v resnici stremi k temu, da je potrebno preobraziti vse sisteme, da je to zelo interdisciplinarna zadeva, če želimo ohraniti nas kot vrsto in planet. In v tem smislu združ dva sistema ali pa dve področji zapostavljenosti, se pravi ženske in naravo. In za ekofeminizem pravi, da pravzaprav ima oboje enak označevalec zatiranja. Se pravi, patriarhalen sistem, beri, piši, to ne pomeni samo tudi moški, tudi ženske lahko delujemo po patriarhalno. Se pravi, patriarhalni sistem, ki temelji na logiki izkoriščevalske dominacije, v tem smislu neoliberalni kapitalizem, dualistično mišljenje, se pravi, ki vrednoti višje moškega nad žensko, kulturo nad naravo in tako naprej, recimo, se pravi, razum nad telesom, nad duhom in tako naprej in tako naprej. In v tem smislu si prizadeva za po eni strani da bi ta zgodba teh metanarativov, negativnih hierarhičnih dualizmov, da bi jo nadomestili z drugimi zgodbami ali metanarativi. Konkretno, da bi se dvignili nad to hierarhično In da bi oboje enakovredno in da bi poznavali. tako in hkrati, da bi iskali nove metanarative, recimo nove zgodbe, ki na nek način so lahko posegajo tudi tukaj, če se tukaj mogoče Donna Haraway, ki je prinesla to idejo kiborga, lotva, ker ne nazadnje v času, v katerem sobivamo, imamo recimo najmanj 3 galaksije, recimo, če smo na področju vprašanja ekologije in ekoloških problemov. Za ekofeministke one pravijo, da ni mogoče razrešiti ekološkega problema, če ne rešimo feminističnega, se pravi tega spolne neenakosti. Ker v tem medpresečnem pristopu je v bistvu vse povezano. Je povsod power over, je povsod ta nadvlada enega nad drugim z principom izkoriščanja. In po drugi strani imamo močno digitalizacijo, močen napredek umetne inteligence in to vse skupaj je Donna Haraway, če gledava že pred skoraj 30 leti, če ne več, v bistvu več, že nekje, bom rekla, preroško v svoji knjigi, ki jo takrat Kiborški manifest izdala, lepo opisala, da smo pravzaprav zanjo kiborg in to je tudi eden od metanarativov. Ona sama se ima za ekofeministko, ampak pravi, da je njen ekofeminizem kritika obstoječim ekofeminizmom, ki so zašli v neko pretirano idealiziranje narave,
in povezave žensko z naravo, in da je v bistvu želela s tem kiborgom na nek način opozoriti na stvarnost, v kateri smo. Da je v bistvu tako, da kiborg je na nek način zanjo metafora, nek figurativni mit, ki je tudi politični hkrati, ki ponazarja, da smo po eni strani fuzija strojev, narave, na sveta, v katerem smo. Ampak to lahko razumemo zdaj. Torej, če pravilno razumem, ne kritizira same tehnologije, da bi zdaj ženske morale samo še nabirati zelišča in delati čaja, ampak uporabljamo tehnologijo in važno je, da tehnologija služi tudi nam. Predvsem, recimo, tukaj ta linija ekofeminizma, ki je meni blizu, opozarja na to, da je nujno potreben antipol temu strogemu, hitremu, eksponentnemu razvoju tehnologije in digitalnih omrežij, da je zato nujen potreben nek drug antipol kultiviranja uma in srca, kultiviranja neke notranje močne duhovne drže, ki temelji na nekem sočutju in pa hkrati uporablja seveda vse dobrobiti, ki jih prinaša tehnološki razvoj, vključno z digitalnimi tehnologijami, ampak ozaveščeno. To pomeni, da v bistvu ob tem, da zavestno to uporabljamo kot orodje, ne da orodje zamenjamo za to, da pravzaprav bomo nekoč mi postali orodje nečesa. Recimo, če simbolno rečemo. Zato se mi zdi ekofeminizem v tem trenutku lahko, čeprav ekofeminizem je zelo širok, zelo različno, ekofeminizem je zelo interdisciplinaren in lahko rečemo, da vsaki vstopa v ekofeminizem iz področja, ki mu je bližu, recimo, neka umetnica in ga odpelje potem naprej. Tako da gre za zelo nemonolitno, zelo heterogeno. Vi osebno pa vstopam? Jaz vstopam z področja duhovnega, spiritualnega ekofeminizma, ki poudarja v bistvu ravno to, kar sem nekje zdaj rekla. Se pravi, da onkraj nekih religijskih sistemov išče neko, primarno matrico duhovne podstati človeka, ki sega onkraj teh religijskih sistemskih okvirov in stremi k inherentni pripoznanosti slehernega človeka kot tudi narave oziroma ekosistemov. Inherentne vrednosti le-teh. Ne samo, zakaj je ekofeminizem, recimo po mojem, ekofeminizmi so bolj radikalni kot recimo neke zelene agende, ki se recimo, dobijo, je pomembno to, seveda nočem degradirati tega, ampak če mi samo sklepamo neke sporazume podnebne in ostanemo na enakem nivoju miselnosti, da je narava tam samo zato, da jo mi do konca izčrpamo in da je nekaj mrtvega, kot so nas učili v šoli, vsaj mene, zdaj se je to malo spremenilo, in da še vedno ostajamo v nekem mišljenju, kar je do nedolgo pravzaprav veljalo tudi v rimokatoliški cerkvi in doktrini, da živali nimajo duše, in to pomeni, kot jih popredmetimo, s tem jim ne priznavamo njihove inherentne vrednosti. In s tem na dolgi rok nekih hudih premikov ni. Spet, podobno kot pri feminizmu, kot sem rekla, pomembni so vsi ti sporazumi in podpisi letih, ampak če ostanemo kot civilizacija, kot družba, samo kot posamezniki, samo pri tem, se bojim, da ne bo dovolj, da bi kaj korenito spremenili. Ker bomo še vedno delovali po isti inerciji. Torej si prizadeva za več ženskega principa v vsaki stvari. Če želite v tem smislu, principa femininosti, v smislu definitivno. Najlepša hvala za ta pogovor. Morda, če bi še kaj dodali, izpostavili. Hvala. Bova zaključili s tem. Da ne odpreva novih vprašanj. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.